Če vas zanima, kaj je to za eno čudo na dveh kolesih, pa brez zica, pa če vas zanima še, kako se znajde v Sloveniji in zakaj se ni tukaj obdržal, si pogledajte ta video. Pisalo se je leto 2010-2011, le kdo bi točno vedel. Ko sem prek knjige Dina Karnazesa naletel na informacijo o kolesu, na katerem naj bi se laufalo in ne sede poganjalo pedal. Ne me basat, sem si mislil, na internetu zvohal par posnetkov tega čudesa v akciji in stvar me je prevzela. Ostalo je zgodovina, ampak res, zgodovina, ki gre takole. Po omenjenem odkritju sem o zadevi prešnofal vse, kar se je dalo prešnofati in ugotovil, da je pogruntavščina pravzaprav čisto nova in delo dveh nadebudnih Američanov s takrat okrog sebe zbrano ekipo ljudi, ki so zadevo po Združenih državah že entuziastično promovirali. Prej omenjen ultratekač in avtor večjih knjig Dean Karnazes je bil na primer njihov ambasador. Minilo je kakšno leto in videl sem, da eliptičnega kolesa Elliptigo še vedno ni zaslediti nikjer drugje kot tam, čez lužo. Zbral sem korajžo, poln upanja kontaktiral proizvajalce, izkazal navdušenje nad njihovim produktom in se po parih spletnih sestankih zmenil za možnost distribucije in prodajo Elliptika na naših tleh in na tleh naših južnih sosedov. Vse je bilo zmenjeno, le firmo sem moral oziroma smo morali še ustanoviti. Na tem mestu sta mi priskočila na pomoč vrla prijatelja Sašo in Robi. Z zanosom smo prvo uradno skupno Elliptigo fotko naredili pred garažo. Iz Velike Britanije smo naročili prvo pošiljko koles in se ozirali k nebu s prošnjami, da stvar res deluje, tako kot je bilo videti na posnetkih. Trenutek resnice je nastopil kakšnih 14 dni po naročilu. Eden za drugim smo sprobali to izvenzemeljsko napravo za cross treninge in se na debelo ter na široko oddahnili, če ta izraz sploh obstaja. Skratka, eliptično kolo je delovalo prav tako kot na posnetkih. Vožnja je bila tekoča, kolesarski okvir in pedalni mehanizem je res dobro simuliral tekaški korak, s pomočjo večjih prestavnih razmerij pa si se brez problema z njim zapeljal tudi v hrib. Jaba daba du. Terna. To bo zgodba o uspehu, vsaj tako smo mislili, če ne celo bili prepričani. Pljunili smo v roke in šli delati brošure, vizitke ter ves možen ostali reklamni material, vse na lastno pest in stroške. S profesionalnim fotografom, Matej še enkrat hvala za tisti žrtvovan vikend, smo naredili paleto fotk za v medije, pisali in objavljali so se članki, našel se je osnovni serviser Zvone Koprivšek, polnil se je seznam sejemskih prijav, ni da ni. In če je bil njihov ameriški ambasador Dean, je bil naš slovenski nihče drug kot ultratekaška legenda Dušan Mravlje. Res vse, ampak vse je bilo na mestu. Za nameček pa smo se še pojavljali na prav vsaki, kot pravijo stari ljudje, pasji procesiji. Bili smo zraven na številnih tekaških prireditvah in okupirali smo prenekateri parkplac za shopping centri v Ljubljani in njeni okolici. Če želite hollywoodski konec tega, kar ste slišali do zdaj, potem naprej ne glejte. Od tu gre zgodba samo še navzdol. Takole. Kolo je v cirka 2 letih resnega promocijskega prizadevanja sprobalo mnogo ljudi. Najbolj različnih profilov. Vsi so ga pohvalili in pri vseh poskusih vožnje se niti eden ni sesul, kar samo pomeni, da je res narejen za širšo populacijo ljudi, ki radi tečejo, so poškodovani in okrevajo od poškodbe, ali pa se k teku spravljajo, pa bi radi preizhujšali. A vse to ni prav nič pripomoglo, da bi prodaja zalaufala, in razlog za to je bil preprost. Cena kolesa je bila previsoka.
Podjetniški elan in entuziazem sta počasi zamrla. Sanje o uspešnem distribucijskem podjetju so se razpršile. Ampak, prijateljske vezi so ostale neokrnjene. Kaj še češ? A ja, svojevrstno podjetniško izkušnjo? Evo, tudi to imamo. Pa še vedno zagnane uporabnike eliptigov kolesa, kot je na primer moj padre. Če vam je bil tale video vsaj malo všeč ali pa pisan na kožo, dajte mu malo ljubezni v obliki lajka, komentarja, naročnine ali pa ga pošljite komu naprej. Ajde, čau, dajte ta razgled.